No, danes si bomo pogledali, malo ponovili, kaj so to množice, kako jih zapisujemo, potem pa še o množicah, množici naravnih števil, pa množici večkratnikov in množici deliteljev. No, pa kar poglejmo, kaj so to sploh množice. Danes si bomo pogledali, kako se zapisujejo množice in kako lahko, kakšne operacije lahko naredimo med množicami, recimo presek, unija. Najprej, kako zapišemo množico. Množico zapišemo tako, da jo označimo, recimo množica A, z veliko pisano črko običajno, potem naredimo zaviti oklepaj in naštejemo, kateri elementi so v tej množici. Recimo, da imamo tukaj števila do 5. Potem imamo recimo še drugo množico, pa naj bojo tukaj števila od 4 do 8. Pač lahko je noter, kar želimo. Tudi tukaj naredimo zavit oklepaj. To sta dve množici. Prva množica ima 1, 2, 3, 4, 5 elementov in druga ima tudi 5 elementov. Prva operacija med njimi je presek množic. Presek pomeni, da so elementi hkrati v prvi in hkrati v drugi množici. Tukaj si lahko pomagamo, tako da jih množici narišemo z Vennovim diagramom. Če je tukaj množica A in tukaj množica B. Zdaj, v preseku, presek je tisto, kar imamo v obeh množicah hkrati, to je tale delček. Torej, to je presek, to, kar imamo tukaj notri. In v preseku množic so tisti elementi, ki so hkrati ene in hkrati v drugi množici. Se pravi, tukaj mora biti v obeh množicah hkrati. No, pa recimo poglejmo. Če napišemo elemente množice A in B, takoj vidimo, da 4 in 5 sta v obeh množicah. Zato napišemo tukaj element 4, element 5. Medtem ko v množici A imamo še 1, 2, 3, v množici B pa še 6, 7, 8. In če bi zdaj napisali, kaj je v A presek B, napišemo torej tiste elemente, ki so hkrati v množici A in hkrati v množici B. V našem primeru sta to 4 in 5. A presek B. Druga operacija je unija. Prav, presek ena in druga. Zdaj pa unija množic. Unija. Unija pomeni to ali to. Vsaj v eni od teh moraš biti. Če je to zdaj prva množica in to druga množica, je unija vse tisto, kar je v eni ali v drugi množici. Se pravi, kjerkoli, A ali B. Če je to množica A in to množica B, zopet bi napisali 4, 5 samo enkrat, ker sta v obeh množicah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sta še v B. In A unija B so vsi elementi, ki so v eni ali drugi. Torej 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eto. Torej, unija in presek. Na množicah imamo tudi posebno množico, recimo množica naravnih števil. Zaenkrat je to največja množica, ki jo poznamo. Ta množica je neskončna množica, to pa zato, ker je v njej neskončno elementov. Množico naravnih števil označimo s črko N, ampak takšno posebno, napišemo N, pa tukaj zraven damo še eno črtko.
In množici naravnih števil so vsa tista števila, s katerimi štejemo drevesa, recimo. 1 drevo, 2 drevesi, 3 drevesa, 4 drevesa, tako naprej. Teh množic je teh elementov je neskončno, zato označimo še zraven najboljše 3 pikce, malo sem pretiravala, tudi ni treba vejice, ampak ta množica se nadaljuje v neskončnost. Množica naravnih števil. Včasih pa dodamo zraven še število nič, ker tudi število nič je takšno število, da z njim lahko šteješ. Recimo, koliko je avtomobilov v učilnici? Nič. Torej tudi nič število za štetje. Da se matematiki ne bi skregali, kam nič spada, ali spada k naravnim številom ali ne, so se odločili, da bodo z nič označili naravna števila, ki se začnejo z nič. Takole. In zopet zavito klepaj. Tudi ta množica je seveda neskončna. Kasneje bomo spoznali tudi števila, ki niso naravna števila, cela števila, racionalna števila in tako naprej, ampak zaenkrat je množica, ki jo poznamo, množica naravnih števil. In to je naša največja množica. Včasih bomo rekli tudi osnovna množica ali pa univerzalna množica. Imamo pa tudi posebne množice, recimo množica večkratnikov. Množica večkratnikov števil. Množico večkratnikov števil označimo z veliko črko V in zraven napišemo recimo število 7. To je množica večkratnikov števila 7. Kateri števila so notri? 7, 14, 21. Malo gotovimo, da je tudi ta množica neskončna, da se nikjer ne konča. Naredimo 3 pike in zaklepaj. Množica večkratnikov. Imamo pa lahko tudi množico deliteljev. Množica deliteljev pa so takšna števila, ki delijo neko število. Množica deliteljev. Množico deliteljev označimo z veliko črko D in recimo, da ne zanima množica deliteljev 4,12, damo noter vsa tista števila, za katere velja, da neko število deli, to naredimo takole s črtico, 12. To preberemo. Neko število deli drugo število. To pomeni, recimo, 3 deli 12, zakaj? Zato, ker znamo izračunati 12 deljeno s 3. Je to neko lepo število, 12 deljeno s 3 je 4. Brez ostanka, delimo in nič ne ostane. Zato potem rečemo, 3 je v množici deliteljev. Seveda tudi 1 deli 12, ker je 12 deljeno z 1, 12. To znamo zdeliti, zato je tudi 1 delitelj. Kaj je še delitelj? 4 tudi deli. 12 deljeno 4 je 3, pa 6 deli in 12 deli. Ta množica pa ni več neskončna, ta množica pa je končna, ker ima noter končno število deliteljev. Na tem mestu bi lahko imeli recimo nalogo, da moramo poiskati množico večkratnikov števila 8, presek množica večkratnikov števila 5. Kaj zdaj to pomeni? Iščemo tako število, ki je hkrati večkratnik 8 in večkratnik 5. In potem si lahko zapišemo, katera števila so večkratniki števila 8, 8, 16, 24, 32, 40, 48 in tako naprej. Zapišemo si lahko še večkratnike števila 5, to so 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 in tako naprej. Zdaj pisala sem jih toliko daleč,
da sem dobila vsaj enega skupnega. Vidimo? Eto, in ta je v množici, presečni množici, je hkrati v prvi in drugi množici. Število 40 ni edino, tudi 80 je večkratnik, ker je 80, 8 krat 10, 80 in tudi večkratnik kot 5, 8 krat 16 krat 5 je tudi 80 in tako naprej. Tudi ta množica je neskončna. Lahko bi imeli tudi množico presečno množico deliteljev, recimo, da bi imeli delitelji števila 8, presek delitelji števila 12. Da bi pa napisali, kaj vse je v množici deliteljev števila 8. 8 deljeno z 1 znam izračunati, deljeno z 2, deljeno z 4, deljeno z 8. Pa napišemo še delitelje števila 12. 1, 2, 3, 4, 6, 12. In zdaj vidimo, kaj je vedno v množici. Enka je v množici deliteljev vsakega števila in številka 4. Kaj pa je v obeh množicah? Enka je noter, pa dvojka je noter, kaj še? Štirka. In to je to. In v presečni množici bi napisali 1, 2, 4. Ta množica je končna. Kaj pa delitelji 8 unija? Delitelji 8 unija, delitelji 12. Se pravi unija, delitelji 12. Ja, tukaj bi pa napisali vse tiste, ki so vsaj eni od teh množic. 1, 2, 3, 4, pa 6, 8, 12. To je pa zdaj množica unija, množica obeh deliteljev. Pomemben pojem pri množici je še element množice. Je element. Recimo, mi lahko napišemo, da je število 3 element množice naravnih števil. Torej, 3 je naravno število ali 3 element množice naravnih števil. Če bi imeli pa recimo ulomek, 1/2, to pa ni naravno število, zato rečemo, ni element množice naravnih števil. Je element, ni element. Vsebna množica je prazna množica. Recimo, če bi imeli množico A, ki ima elemente 1, 2, in množica B, ki ima elemente 3, 4, 5. Mi pa iščemo, kaj je v preseku teh dveh množic. Se pravi, tukaj je 1, 2, tukaj je 3, 4, 5 in vidimo, da je presek teh dveh množic prazen. Torej, kaj je A presek B? A presek B je v tem primeru, A presek B je v tem primeru prazna množica, ki jo naredimo tako, da ni nič v oklepajih. Nekateri tudi napišejo tako, nič pa prečrtajo. Tudi to je lahko za simbol za prazno množico. Boljše je to. Nikoli pa ne smemo napisati takole. To pa ne. Ker to je pa prazna škatla v prazni škatli, ampak to pa ni več prazna škatla. Prazna množica.